Kulturnice. Pri izboru me vodi to, da želim, da umetniki predstavljajo kvaliteto, da kot domačinka iz Slovenskih Konjic, jaz sem šla študirati v Ljubljano, zdaj se v bistvu vračam tja in da prinesem prebivalcem, se pravi, sodobno umetnost. Zato želim, da so dela, ki nastanejo na koloniji, kvalitetna, da so tudi ustvarjalci prepoznavni v slovenskem, tudi mednarodnem prostoru. Saj se mi zdi, da lahko samo na tak način predstavim različne obraze sodobne umetnosti in tako različne načine dela. Izziv je bil tudi prostor v Žički kartuziji, še dodaja Tina Konec, umetniška vodja kolonije, ki je tudi sama vizualna umetnica. Ja, prostor je kar izziv, kajti ne gre za White Cube galerijo, ravno nasprotno, to je čisti odmik od tega, gre za prostor, kjer sploh ni dovoljeno, ker je zaščiten, da se zabije recimo žebljičke v stene oziroma da se kakršenkoli poseg opravi. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da je ta prostor zelo mogočen, je tudi precej velik s to streho, ki se odpira. Hkrati pa nastanejo tudi zanimive, tudi dobrodošle rešitve na tak način. Kako vas zdaj okolje sprejema? Najbrž imate ljudi, ki vas zelo podpirajo. Pobudnik kolonije je bil konjiški župan Darko Ratajc. To se mi zdi zelo pomembno. On je v bistvu stopil do mene, me je povabil k sodelovanju. Prav želel si je, da sem jaz umetniški vodja, ker sem pač iz teh krajev. Zdaj lokalno okolje je pa tako, zdaj ljudje tam, če gledamo večino, seveda niso tako navajeni ali pa sploh niso seznanjeni z sodobno umetnostjo. Slovenske Konjice recimo, pa še marsikateri drug kraj v Sloveniji seveda je isto. In ravno toliko je to oddaljeno od nekih večjih središč s kakimi galerijami, da ljudje enostavno ne zaidejo toliko tja, se pravi, niso posledično toliko seznanjeni s tem. Zdaj se mi zdi, da so že bolj sprejeli in jaz mislim, da s to kolonijo verjamem, da se lahko še bolj približa ljudem sodobno umetnost. Neja Tomšič, ste prvič v taki koloniji? Ja, dejansko smo se na poti na kolonijo, ko smo šli namreč skupaj iz Ljubljane. Celo pot pogovarjali o tej sceni kolonij, ki je meni bila popolnoma, ne popolnoma, ampak relativno neznana. Poznam recimo zelo staro kolonijo na Sinjem vrhu, zame je pa to bila v Sloveniji prva izkušnja, sploh pa taka, da je večdnevna. No? Miha Artnak, ste prvič na taki koloniji? Na taki koloniji, ja. Sicer sem bil že na dveh rezidencah, pa bil sem tudi v nekih sklopih teh organiziranih delavnic. Tak tip izkušnja, kot je bil ta, pa prvič. Ja. Ste se takoj odzvali v vabilu? Tako, zato ker mi je bilo naravno, da pač imam nek izgovor, da se lahko izoliram, spoznam nove ljudi in ustvarjam brez pritiska nekih sprotnih stvari, ampak fokusirano. Zdi se mi, da smo imeli zelo svobodne roke. Vaša dela so se morala nekako odzivati na lokalno specifiko, ne? Na ta kraj, na to regijo, kamor ste prišli in kamor ste bili povabljeni. Ne? In potem ste na podlagi tega začeli vsak po svoje ustvarjati. Ne? Ja, v bistvu ta lokalna specifika je včasih nek pritisk, ki ga podzavestno čutiš. Nekaj stvari sem seveda imel že pripravljene, potem sem se pa tudi prepustil nekim idejam, da so me odpeljali na lokalno specifiko in se malo pohecel. Neja, kako je bilo pa z vašim ustvarjanjem? Jaz pa sem z zelo velikim veseljem sprejela to povabilo najprej, zaradi tega, ker se mi zdi, kot prvo je izjemno biti povabljen k projektu, ki se odvija v Žički kartuziji, kot drugo zato, ker poznam in spoštujem Tino in vem, da sem želela sodelovati z njo. Se mi zdi super, da se nekaj odvija izven Ljubljane. In tudi zaradi tega, ker se mi je zdel to zanimiv izziv, da nekam greš za 4 dni. Tina nas je sicer nekako spodbujala k temu, da pridemo pripravljeni, ampak se pravi, da imamo nekaj mogoče že vnaprej pripravljeno, neko zamisel, ampak jaz sem prišla brez te zamisli, ker sem nekako želela tudi se spopasti s tem izzivom, da pridem nekam brez zamisli in poskušam nekaj ustvariti. Kulturnice.
Miha Artnak, ki je ustvaril grafit, je bil edini od 6 umetnikov, ki je v sklopu kolonije svoje delo postavil v sam center Konjic. Miha recimo je tudi dobil za en dan na voljo en prostor, v bistvu en opuščen hotel v središču Konjic, ki se zdaj glih prenavlja, da lahko tam ustvarja svoja dela. Razstava je v Žički kartuziji, ampak je pa delo nastalo tudi v Slovenskih Konjicah v mestu. Ena taka stena, ki ni bila nič posebnega, je zdaj v bistvu nekaj čist drugega. Ne? Tam je recimo ena soseda čez ulico, ki je pol prišla tja, pa je rekla, super, končno imam en lep pogled izpred hiše, pa take stvari. Ne? Ja, 2 metra visok, sicer pa jaz nisem nič želel. Grafit se je printil, to je v bistvu komentar na avtomatizacijo sveta, ki zdaj z umetno inteligenco prihaja, kjer bo sčasoma vse nadomestilo človeško delo in sem s tem komentiral, da bo tudi uporništvo sčasoma avtomatizirano, da se nam ne bo dal niti še upirati, da se bodo stroji namesto nas in delali grafite. Zato je stroj sprintal grafit. Neja je pa tudi se odločila, da začuti prostor, poišče tudi material v centru ponovne uporabe recimo in so v bistvu res nastala ena taka subtilna, zanimiva dela, triptih varianta, se pravi iz 3 delov, to je razstavljeno v Žički kartuziji, kar pa je potem Neja dopolnila še v bistvu s performativnim delom. Pritegnila je v bistvu ta askeza kartuzijanov, ki so nekoč tam živeli, plus arhitektura oziroma ruševine, kar je od tega zdaj ostalo. In je v bistvu to askezo, spravi menihi, hodijo peš recimo, se odrekajo nekemu luksuzu, je potem se Neja odločila, da ta svoj ustvarjalni lok sklene s tem, da pride na otvoritev oziroma odprtje razstave v Kartuzijo peš in je šla iz tega dvorca Trebnik, kjer smo mi ustvarjali peš čez celo Konjiško goro, skoraj 3 ure hoje je to bilo, in je prišla potem točno ob uri na odprtje. To je taka domislica, do katere so prišli s Tino, brala samo o tem samostanskem življenju in o tem, kako so menihi samo ob nedeljah hodili ven iz svojih hiš, okrog obzidja, vedno v paru in vedno tako, da so menjali partnerja, sprehajalnega, zato da so se čist z vsakim pogovorili. Ne. S Tino sva šli na sprehod okrog obzidja in so se pogovarjali o tem, ker jaz sem že več dni o tem razmišljala, da bi šla dejansko peš čez to goro, tako kot samostanski bratje čez goro in sem šla potem sama. Slovenske Konjice so prav gotovo unikum v našem prostoru. Umetnikom ponujajo idealne pogoje za ustvarjanje, Žička kartuzija pa predstavitve vizualne umetnosti. Kar sem jaz najbolj odnesel, je nekaj, kar nekdo, ki rad si zastavi neke okvirje in znotraj njih potem nadaljujem. Ogromno mi je dal enega novega arzenala za nadaljno razmišljanje in se mi zdi, da je cela kolonija je največ, kar mi je dala. Ne samo to, da pa če jaz lahko pridem pa se udejstvujem ali pa nadaljujem, ampak predvsem to, da lahko eksperimentiram neko nov začetek za serijo, ki bi jo rad tudi nadaljeval. Po dolgem času, ker sem bila namreč že na več recimo umetniških rezidencah, kjer je neka skupina dlje časa skupaj živi, bi rekla, da mi je bilo izjemno po dolgem času doživeti eno zelo prijetno družbo. Zdi se mi, da smo bili izredno raznoliki ljudje, ki se ne bi nujno pogovarjali drug z drugim, če ne bi bili postavljeni v tak kontekst, kjer smo pa dejansko ugotovili, da se zelo dobro razumemo in mislim, da smo se veliko poslušali in zame je bilo to res izredno lepo. No? Se mi zdi, da mogoče v takih majhnih skupnostih, kot je Slovenija, včasih ne stopimo k sosedu. Ne? Zelo lepo, če stopimo k sosedu in tam najdemo prijatelja. Sem prišla izpolnjena domov. No? Umetniška vodja Tina Konec nas vabi v Žičko kartuzijo na ogled vseh del umetniške kolonije na Trebniku. Pravi, da je najlepši odsev svetlobe v tem prostoru med 11. in 12. uro poldne, seveda, če je sonce. Čeprav razstava še traja, mi že razmišljamo za naprej, kaj bi lahko še izboljšali
kaj bi se še dalo, ne, da bi bilo za umetnike še bolj prijazno, na kak način jih tudi pripraviti. Je pa tudi meni v bistvu ta vloga malo nenavadna, se pravi, sem umetnica, ustvarjam in mi je ta vloga zanimiva zato, ker nič nima to z mojim delom, ampak delujem za skupnost. In tako sem se veliko naučila in tudi mi je veselje to delati, ker je res neko tako zadovoljstvo pride iz tega, ki ga drugače ne bi doživela, če ne bi tega počela. Razstava umetniške kolonije na Trebniku je na ogled do 20. oktobra. Kulturnice.